tokratni avtomobilnosti bomo govorili o varnostnem pasu, tej preprosti gurtni, ki pa je v zadnjem desetletju postala high-tech. Od blizu vam pokažemo, s katerimi izboljšavami. In še se bomo vrnili v Ženevo. Govorili bomo s filmskimi zvezdami, o novih magnetih za elektromotorje, o lepih linijah avtov, pa tudi o človeški lepoti in zakaj ta tako rada pristopi k avtom. Pozdravljeni avtomobilnosti. Največ ljudi, največji procent voznikov se pripne ravno na avtocesti. Ime, ki pa nas bo spremljalo danes skozi celo oddajo, pa je Nils Bohlin. Nils je bil švedski inovator, ki je odkril eno najbolj enostavnih, po drugi strani pa eno največjih inovacij na področju avtomobilske prometne varnosti. Inovacijo, ki je v naslednjih 60 letih rešila prek 1 milijon življenj tako voznikov kot sopotnikov v avtomobilu. In jih bo reševala tudi v prihodnje, samo uporabljati jo je treba. In tukaj je skrb vzbujajoča raziskava Agencije za varnost v prometu iz leta 2016, ki govori, da se le 68% tistih, ki se vozijo na zadnjih klopeh oziroma zadaj v avtomobilu, pripne. Nekaj bolje je, kar se tiče voznikov, ti se pripenjamo v 90% primerov. Vse bolje, ja. So vozniki celo v 93%, kar veliko pomeni o tem, koliko pravzaprav zaupamo tistemu, ki nas vozi. Zanimivo je tudi dejstvo, da se najbolj pogosto pripnemo za poti, ki jih naredimo na avtocesti. Potem seveda sledijo regionalne ceste, na koncu oziroma najmanj pogosto pa se pripnemo na kratkih poteh oziroma po mestnih uličicah, kjer pa je statistično gledano največ nesreč. Zanimivo pa je tudi to, da se predstavnice nežnejšega spola pripnejo pogosteje kot moški. Pred 3-točkovnim varnostnim pasom je bil 2-točkovni. Ta ob trku telesa ni dobro zadržal in poškodbe so bile hude tako v zgornjem delu telesa kot v spodnjem. Bohlinu je bilo praktično usojeno, da najde boljšo rešitev. Zaposlen je bil namreč pri Saabu in to pri tistem delu Saaba, ki je gradil vojaške lovce. Še več, odgovoren je bil za razvoj katapultnih sedežev. Se pravi, da je vedel vse o tem, kako pri velikih silah zadržati telo v sedežu. Ampak Andrej, Saab bi si dejansko zaslužil svojo samostojno oddajo. In prav škoda je, da ga je General Motors pripeljal do klavrnega konca. So pa lastniki Saabov vedno veljali za najbolj lojalne in v povprečju tudi zelo izobražene. No, pa še veliko drugih zanimivosti je. Saab je recimo prvi uvedel turbomotorje v srednji razred avtomobilov. In pa prva znamka, ki je premaknila ključe oziroma vključavnico z tega dela ob volanskem obroču na sredinsko konzolo. To, za razliko od tega, kar nekateri mislijo, ni bil letalski trik, ampak je zgolj vplival na varnost, kajti ko se zgodi nesreča, še vedno velikokrat pašeš ključ v koleno. Kaj pa to? Nemški trije velikani in sosed na Švedskem so se zmeraj spraševali, zakaj so Saabi dražji. Ampak odgovor so dobili pri prvih crash testih. Za Saabe velja, da bi lahko šli na rejli brez vgradnje posebne varnostne kletke, ker so bili stebrički tako močni. Andrej, o čem bo že tekla današnja oddaja? A lahko samo še ena o Saabu. A veš, kako pravi lastniki Saabov rečejo, recimo, kje si parkiral avto? Sierra Alfa Alfa Bravo. Ampak če se vrnemo k naši osnovni tematiki, k varnostnim pasom. Veste, da ni važno, kje sediš spredaj ali zadaj, da so sile ob prometni nesreči oziroma ob zaviranju enake. In naletna sila eksponentno narašča, se pravi, moramo upoštevati maso in hitrost. Tako da recimo, če sedite spredaj ali pa zadaj, ima 80 kg težak moški pri 50 km/h naletno silo 2 ton, pri 90 km/h pa že 6 ton. Tudi zato danes težko razumemo, da se kdo sploh še ne pripne z varnostnim pasom. Ko je Bohlin iznašel 3-točkovni varnostni pas, ni bilo tako. Takrat so vozniki pogosto tarnali, da se ne počutijo dovolj varne, zato ker so preveč tesno zapeti v varnostni sedež. Zato so Švedi takrat naredili veliko svetovno promocijsko akcijo, v kateri so se prevračali, zaletavali in na druge načine dokazovali in prepričevali tako strokovno kot laično javnost, da gre za najbolj učinkovit sistem pričvrščevanja telesa na sedež. V principu je varnostni pas ves ta čas ostal enak. Še vedno je gurtna, ki nas na 3 točkah drži v sedežu. Ampak se je pa skupaj z avtomobili, varnostnimi in asistenčnimi sistemi tudi varnostni pas na nek način razvijal.
In zato je najbolje, da delovanje varnostnega pasu v sodobnih avtomobilih preverimo pri modelu, ki je tudi zaradi tega, ker je opremljen z visoko tehnološkimi varnostnimi sistemi, takrat, ko je bil lansiran, pobral lovoriko za svetovni avto leta. Ta gurtna, ta vrvica je svoj pravi preporod začela v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko so predstavili pirotehnični zategovalnik. Ta v primeru trka v hipu zategne varnostni pas, da ta telo ohrani trdno ob sedežu. Sprva so zategovalniki temeljili na trpežni jeklenici. Nekateri modeli pa še danes uporabljajo ta sistem, številne znamke pa so na to zategovalnik izpopolnile s sistemom, ki uporablja tako imenovani Wanklov bat. Močno je razširjen tretji princip zategovalnika, ki temelji na kovinskih kroglicah. Ta sistem pa v varnostno najbolj naprednih avtomobilih inženirji kombinirajo z dodatnim elektromotorjem, ki pas še pred trkom zategne s pomočjo elektrike, torej še preden pirotehnični zategovalnik opravi svojo nalogo. Seveda govorimo o sistemih priprave na neizbežen trk. V našem današnjem vzorčnem primerku mu recimo pravijo sistem pre-save. In na drugi strani imamo pa tukaj omejevalec zatega. To pa pomeni, da v situaciji, ko pride do maksimalnega zatega, omejimo možne poškodbe. Omejevalec zatega ima dejansko noter torzijski plašč, ki v ključnem trenutku omeji ta maksimalni zateg. Ko se enkrat sproži ta zategovalec pasu, je to za popraviti, se pravi, je treba zamenjati, je za enkratno uporabo. Ko pride do prožitve, v vseh treh primerih je potrebno menjati celotni varnostni pas. Celotni varnostni pas je zelo drag. Takle je cenovni razred 500 evrov in verjamem, da predstavlja za trg rabljenih vozil kar velik strošek. Ja. Saj ravno to je bilo moje vprašanje. Če se odločim nakupiti rabljeno vozilo, je kakšen sistem, po katerem moram iti, da vidim, da ta pas še ni bil sprožen, da moj zategovalnik še vedno deluje oziroma da bo deloval takrat, ko bom recimo ga potreboval v prometni nesreči. Se pravi, ko je napaka, določeni tako imenovani strokovnjaki na prostem trgu dobro manipulirajo, simulirajo z določenimi upori, upornost, ki je potrebna, da jo krmilna elektronika zazna in s tem posledično lahko zbrišejo te napake, ki se pojavljajo v prožitvi. Sama preverba mora biti temeljita, to pomeni, da je treba pas podreti, pogledati, kaj je, če dejansko so vidne poškodbe. Dostikrat se vidi pri samem zategu, da se pas poškoduje, sploh na zadnjih sedežih, se vidi, da je bil pas dejansko tako močno zategnjen in se vidijo strukturne spremembe na samem pasu. To je kar stranka lahko sama, drugače je pa potrebno na servis, kjer potem demontiramo in vidimo, če je slučajna kakšna manipulacija. Je pa to zelo nevarno. Se pravi, v primeru manipuliranega dela praktično vse to, kar sem prej rekel, zategovalnik ne deluje in v primeru naleta lahko pride do hujših poškodb. Francozom in Nemcem je treba čestitati, kako dobro znajo zapakirati isti izdelek na več povsem različnih načinov. Francozov v tem pogledu res ne hvalimo prvič, a tokratni primer je morda še posebej izrazit, kajti v teoriji enaka Aircross in Crossland sta v praksi močno različna. Najprej je tu dizajn, kjer je Crossland seveda bolj nemško zadržan, Aircross pa izredno simpatičen. Bistveno pri tem je, da Aircross zelo očitno kaže, da Citroën eleganco prepušča Peugeotu. Po novem stavi na IKEA dizajn, torej na pameten smart dizajn, pri čemer lahko smart zapišemo kar z veliko začetnico. Kajti prijemi so povsem enaki kot pri avtomobilih znamke Smart. Citroeni nove dobe so namreč sila barviti, vsi sestavni deli so igrivo domiselno oblikovani, a na cenovno preprost, torej na zelo ceneno plastičen način. Je pa dejstvo, Opel je ureditev kabine opravil bolje. Odlagališča bi recimo v Citroenu morala biti bolj smart oblikovana in tu je smart seveda pridevnik, torej z malo začetnico. Prostora je sicer načeloma kar veliko, seveda če upoštevamo dejstvo, da je Aircross malček.
Je pa treba vedeti, da ima Citroen vsaj še en podobno prostoren avto, Cactusa, in tudi klasičen C3 je zelo blizu. A smisel Aircrossa je v tem, da je SUV. Kaj pa to v praksi sploh pomeni? V primeru Aircrossa ne bo prav samo po sebi razumljivo, niti po večkratnih vožnjah. Kajti vozniško gledano Aircross ne vleče v nobeno smer. Ni legendarno citroenovsko mehak, nikakor ni terenski, dinamičen pa sploh ne. To je avto, ki ga kupiš, ker je bolj simpatičen kot pa klasična, pričakovana izbira. Vozne lastnosti pa ti sploh niso tako zelo pomembne. Kljub temu pa vas moramo opozoriti, da če ste vsaj pol toliko avanturistično dinamični kot ljudje v Citroenovih propagandnih gradivih, v konfiguratorju obvezno odkljukajte sistem Grip Control, ki prilagaja vožnjo v težkih razmerah. Mi smo ga v snegu zelo pogrešali. In motor je sicer varčen, a 5-stopenjski ročni menjalnik je s svojimi dolgimi hodi zdaj že res tako staromoden, da če le zmorete, izberite samodejni menjalnik. Avtomobilska premiera tedna je Volkswagenov Touareg. Nameravali so ga premierno pokazati na salonu v Ženevi, a so se v Wolfsburgu odločili, da prioriteto dajo Kitajcem in se jim s tem na nek način zahvalijo, da s svojimi enormnimi prodajnimi številkami poganjajo evropski know-how. O samem avtu izveste več na MMC-ju, maja pa ga bomo tudi spoznali v živo. Premiera na naših domačih cestah pa je novi Fordov Tourneo Custom. Nova je maska, bolj pomembno pa je, da ima zdaj na sredinski konzoli velik zaslon na dotik s Sync 3 sistemom. Ponuja tudi inteligentni omejevalnik hitrosti, ki samodejno prilagaja najvišjo hitrost, da nikoli ne vozite prehitro. Predvsem pa je v notranjosti več luksuza. Tudi Ford namreč ugotavlja, da so kombiji novi enoprostorci. Teden je sicer prinesel še precej pester nabor novic. Predstavili so recimo dirkalno kolo z okvirjem v obliki grške črke Pi. Seveda pa vam kolesarjenje na njem ne bo pomagalo pri računanju ploščine. Kitajski denar z italijanskim znanjem pa še enkrat kaže svoje mišice. Podjetje LCEV tokrat napoveduje prvi visokoserijski avtomobil, izdelan s 3D tiskanjem. Še pred začetkom proizvodnje jih je 5000 že naročila italijanska pošta, 2000 pa ponudnik leasingov Arval. Honda je predstavila še močnejšo, se pravi bolj zloveščo kosilnico Minmover MK2. Tokrat jo bo poganjal motor superšportnega motocikla Fireblade 140 kW največje moči. Seat je odprl oddelek za restavriranje starih španskih fičkov. Iz Forda pa prihaja tudi ekoinovacija, ki sta si jo zamislila otroka. Vgradili so namreč sistem, ki shranjuje deževnico za namen čiščenja vetrobranskega stekla. In če še niste vedeli, rumeni avtomobili najbolje ohranjajo svojo vrednost. V nadaljevanju oddaje se vrnemo v Ženevo. Govorili smo z McQueenovim sinom ter vnukom in vnukinjo. Spoznali smo način, kako se je Toyota že danes prilagodila na pomanjkanje redkih kovin za magnete elektromotorjev v prihodnosti. Klepetali smo s slovitim Jaguarjevim oblikovalcem in razpravljali smo o dekletih, ki svojo lepoto lepšajo avtomobile. Zdaj pa se selimo v Ženevo, kjer smo za vas zbrali še nekaj zgodb tokratnega avtomobilskega salona. Ženevske klepete začnimo s tematiko, ki danes še ni senzacionalna. A ker se tako ekstremno hitro povečuje prodaja avtomobilov, ki uporabljajo tudi elektromotor, je treba pogledati zelo daleč naprej in ukrepati. If we continue with this increase of electrical machine, at some point there will not be enough material to actually create those kind of electric motors. One example is the material in the rotor of the electric motor. In the rotor we have a core that is ferromagnetic. It means the material consists of about 70% of iron, but 30% of the material is so-called rare earth material. We have, for instance, neobidium in there. It's
element 61 in the table of Mendeleev. It's material that is not abundantly available. Therefore, if we want to continue, we need to be able to replace such kind of materials in the future. So we reduced the grain in a first step, and then also we concentrated the rare earth material on the boundaries of the grains. And this is replaced by more easy to find materials such as lanthanum or cesium. And if we replace the structure like that, we can reduce the material, we can keep the same kind of performance still. So it was a solution for the problem that was you are running out of material of itself. Yeah. Today we're not yet running out of material, but the projections towards the future show that by 2025 we could run into difficulties and that there could be limitations to availability of a component like niobidium, for instance. This tire is meant for big cities of tomorrow. I'm talking about mega cities of 10 million plus inhabitants. So we are trying to find solution. How can we help to clean the cities of tomorrow? So how does it actually work? We have a transparent rim. So basically we need to absorb the sunlight to the moss. We have little holes in the turbine-shaped rim to absorb the CO2, and we need water. And that's absorbed through the tread pattern. So in this way we bring the water, circulate the water to the moss, but also we improve the wet grip, of course. So we remove more quantities of water from the surface. And this then happens in photosynthesis. You know, with photosynthesis you transform the CO2 into oxygen, but also it has a byproduct, which means it can produce electricity that we can use for our embedded electronics. So it is kind of a power plant tire. Yeah, it's a living bioenergy tire. So it produces its own electricity. It's a self-sustaining ecosystem. It doesn't require energy from outside of the concept. We took the moss because moss doesn't require a lot of maintenance. You know, moss is growing a little bit everywhere, and it could survive for several weeks without the need of water. So it's a very resilient plant, and it's a very lightweight plant. How much CO2 can it destroy? In a city like Great Paris, of 10 million plus inhabitants, we could foresee a fleet of autonomous vehicles of 2,500,000 cars. So altogether, with 4 oxygen on each tire, you will absorb 4,000 tons of CO2 from the air per year, and you will produce 3,000 tons of oxygen per year. Na ženevskem avtomobilskem salonu je Ford predstavil tretjo reinkarnacijo tega legendarnega modela. Za vse tiste, ki ste filmofili, morda že veste, 50 let je minilo od takrat, ko je na velika platna prišel film Bullitt. No, in tu je Mustangov Bullitt, ta je seveda iz prvega, oziroma iz filma, iz prve generacije, no tretja generacija pa zdaj, smo lahko veseli, tudi Evropejci prihaja na naše ceste. No, to je originalni avto iz filma. Iz filma, ki je pravzaprav postavil neke standarde o tem, kako se snema lovljenje po mestu, takrat v San Franciscu. S tem se je pravzaprav otvoril nov žanr. Zanimivo je tudi to, da je Steve McQueen igralec, ki je zelo ljubil tudi dirkanje, tako z motocikli kot z avtomobili, in v sceni je večino voženj po San Franciscu odpeljal sam. Mogoče druga stvar, ki je pa mnogo manj znana, pa je, da je Ford zelo zgodaj ugotovil, kako močno oglaševalsko orodje je filmska industrija. In je kmalu po filmu Bullitt in njegovem velikem uspehu ustanovil znotraj svoje korporacije poseben oddelek, v katerem so zaposleni ljudje, ki berejo filmske predloge in se na podlagi teh odločajo, kateri junak bo v katerem filmu vozil Ford in seveda, kaj bo vozil Batperson. No, glavni vlogi v novem spotu za Mustangovega Bullitta pa sta odigrala njegova vnukinja in vnuk. Na sami otvoritvi pa je bil seveda tudi njegov sin Chad, ki je tudi igralec in pa dirkač seveda ne očetove slave in je igral tudi v Karate Kidu. Do you have a favorite story, you know, from your dad from driving around? He must have driven you a couple of times. Oh, he drove me a lot. I mean, sometimes it could be scary, but I did learn a lot from him, you know. The first time I ever got in a car and oversteered was with him.
And, you know, I knew right away, instinctually, a car goes sideways, you go like that, counter steer. So, I mean, everything that I've learned was from him, so. How big is the legacy of the grandfather, even when you sit in the new car? It's huge, obviously. I mean, the car is beautiful and his legacy lives on with this third generation Bullitt, and that's amazing. I mean, if I can add on to that, I mean, how many movies or films do you know, or cars even, that are celebrated 50 years down the line? You know, it's something special, and I think it really speaks to his legacy. Your favorite movie? Bullitt. Že večkrat smo govorili, da dizajn še nikoli ni bil tako pomemben v nakupnem procesu kot ravno danes. Zato smo v Ženevi klepetali tudi o oblikah. Še posebej so se nam vtisnile v spomin besede slovitega angleškega oblikovalca Iana Calluma iz Jaguarja. Govoril je namreč povsem enak jezik kot recimo Mazdin Kevin Rice, ki je v našo kamero govoril pred dobrim letom. When do you know that this is too much? Experience has taught me that if you overdo it, you have to take lines off. And this is what good design is about. It's about the discipline. And especially for somebody perhaps has got a little bit more experience to say to the younger team, take the line off, you don't need it, it has enough. And it's about discipline. It's about knowing what you're trying to achieve. You want to create a certain sense of speed. If you put too many lines on a car, you lose the effect of the other ones. They have to have a place in space. And that's what experience has shown me. So I discipline my team to take as much off as to put on. Konec dneva pa so avtomobilski saloni na koncu saloni, kot so prehrambeni, turistični ali pa recimo športni. Na nek način tržnica in tudi solato verjetno vzamete pri tisti branjevki, ki ima najlepšo ruto. In z razvojem avtomobilskih salonov so se razvijali tudi oglaševalska orodja. Že zelo zgodaj so ugotovili, da takrat so iz salonov poročali predvsem tiskani mediji, da se na časopisnih straneh pojavljajo predvsem slike tistih avtomobilov, pri katerih stojijo lepa dekleta. Ja, in avtomobilski biznis, avtomobilizem nasplošno je mačistično gledano še zdaj veljavno in nekaj let nazaj je bilo pa to še bolj opazno, pripadal moškim. Bolj ko se je razvijala veda o tem, kakšne so naše nakupne navade, bolj so nas, vsaj na področju avtomobilista, oglaševalci vrgle vse moške v isti koš. Šli so na tisto najbolj primarno oglaševalsko sporočilo, da golota prodaja. In to se je začelo z leti zelo spreminjati. Tudi v avtomobilskem svetu, recimo celo v dirkaškem Formula 1 je že napovedala, da ob štartnih črtah ne bo več tistih lepih deklet z dežniki, kot smo jih vajeni. In celo Kitajci so napovedali na naslednjem avtomobilskem salonu, da naj bi namesto punc bili zraven avtomobila fantje, kar težavo na nek način samo predstavlja. Ali pa uveljavlja kvote. Ampak poglejmo, kako različen je danes svet. Na drugem koncu sveta je kralj Mohamed bin Salman pravkar lansko leto dovolil ženskam, da vozijo. Rekel je, njegovo sporočilo je nasploh zanimivo, da če so že nekoč lahko zelo uspešno vodile kamele, potem je zdaj, leta 2017-18, čas, da se jim dovoli tudi vožnje avtomobilov in lansko leto so imeli tudi povsem ženski avtomobilski salon. Kar so pa želela povedati je to, da v Ženevi, kot lahko vidite, recimo pri Škodi, večinoma so bile tukaj ženske, letos pa so uvedli tudi fante. Pri Škodi so očitno že posegli po kvotah in uravnoteženju obeh spolov pri posameznem avtomobilu. Sicer pa lahko rečemo, da na ženevskem salonu letos lahko opazimo bistveno manj dekletov v avtomobilih, bistveno več fantov in to, da dekleta niso več izrazito pomanjkljivo oblečena. In ko govorimo o različnih prijemih, ki prodajajo avtomobil, je David verjetno najbolj pravi človek, da se ga vpraša, kako poteka pravzaprav izbiranje ustreznih ljudi, ustreznega obraza pri prodaji avtomobilov. Se vendarle si ti zaščitni znak v reklamah kar veliko avtomobilskih znamk. Ja, Andrej, nekaj audicij za reklamo, modno pisto, tudi za salone imam tudi jaz za sabo. In ko sem jaz na primer na audiciji za snemanje reklame za nov avtomobil ali pa za karkoli drugega, v Milanu je 200 podobnih modelov, ki stoji v vrsti in jaz si ne delam utvar, da me bodo vzeli zaradi tega, ker vem več o avtomobilizmu, kot vedo drugi, ali pa ker znam našteti vse njihove modele v floti. Pač vem, da pašem noter, zato ker bom režiserju všeč, ker bom nekdo, kot so si ga zamislili tisti, ki pač gledajo na to,
z očmi lepote. In podobno je pri izbiri deklet tukaj in pri snemanju vseh editorialov, tudi v tiskanih medijih. To je ena industrija, ki je zgrajena okrog avtomobilskega posla, tudi roko na srce včasih na seksizmu in na podobnih zadevah, ki bi morale biti iz te družbe že zdavnaj odmaknjene. In kot je švedski inženir Niels Bohlin sam povedal, je ena največjih inovacij tega 3-točkovnega pasu, rešenega na tak način, ta, da se lahko tako zelo enostavno pripnemo z eno samo roko, z eno potezo. In tako po 60 letih ni moč reči, da kdo ne razume ali pa da je pretežko, ampak gre preprosto za ignoranco. Pri pripenjanju otrok v sedeže pa ni popolnoma enako. V zadnjih 10 letih se je odstotek staršev, ki vestno pripenjajo otroke v otroške sedeže, močno povečal, kar je odlično. Pravilno pripenjanje otrok v sedeže pa je vendarle velik problem. Tukaj lahko naredimo marsikaj narobe. Razlika med tem, ali je otrok v sedežu pravilno pripet ali pa ne, pa je lahko usodna. Kako pravilno namestiti otroški sedež v avto in vanj otroka, glede na njegovo velikost, pa si poglejte na zavihku Avtomobilnost. In zdaj je tudi zadnja priložnost, da se prijavite in da ste naš testni voznik ali voznica v bitki pogonskih goriv. Je pa tudi še priložnost, da se prijavite in nas z enominutnim videom prepričate, da vas pošljemo s 7 tisočaki in avtom na popotovanje po Škotskem.